Mislim, da je Logar tako... 20 let je bil v SDS-u, zdaj pa se mi zdi, da imam občutek, da je odkril samega sebe. Ja, da je doživel razsvetljenje, da nikoli prej ni bil v politiki, skratka odgovor ima na vsako vprašanje in ravno tu bodo pomembni ti soočenja. Janša, Logar, ko bosta skupaj v studiu, pa sploh, če jih postavijo enega zraven drugega. Ne? Pa da ne govorimo o korupciji, ki jo toliko omenja, da bo povedal še kaj iz prejšnjih mandatov, kaj se dogajalo na tem področju. Ampak ima nek moment, se mi zdi, ki lahko pomeni tudi presenečenje volitev. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci, gledalke in gledalci Večera, dobrodošli v naši družbi. To je podcast Večer za vikend, s katerim ponavadi zaokrožimo in podčrtamo teden. Najprej seveda zahvala, da nas spremljate, da delite naše podcaste in obenem tudi, da nas priporočate še komu drugemu. Večer za vikend in Večer zjutraj seveda lahko spremljate na vseh platformah za podcaste in pa na naši spletni strani večer.com. Slovenija je zakorakala globoko v predvolilno obdobje že pred tedni ali skoraj da meseci, zato ta teden zaključujemo z eno tako živahno, analitično predvolilno debato, kje stojijo naše in njihove ladje. Današnji podcast bo in-house, ker sta moja gosta cenjena kolega, zdravo, Blaž Petkovič, urednik Notranje in Digitala, naše prvo notranje politično pero Matej Grošelj, dobrodošla v Mariboru iz Ljubljane. Dober dan, častno vam je. Kako sta? Pot je potekala mirno, brez težav, brez zastojev, skoraj da, tako da lepo. Na nobeno predvolilno procesijo nista naletela v tem času? Sva desno, če pogledate, ko se vozite po avtocesti, zasledite tudi kakšno procesijo na kakšnih jumbo plakatih, seveda. To pa je slovenska, tako rekoč, tradicija in folklora, da smo polepljeni ne samo en mesec pred volitvami, ampak skoraj 4 leta. Neprestano poteka kampanja. Ne? Da ne pozabimo, ne? Kdo so kandidati za čestitke. Dajmo štartati tako. Ne? Ugotovili smo že, kampanja teče, tako rekoč mesece, leta praktično že, ampak zdaj smo v tistem finišu, odštevamo do 22. marca. Najprej mi povejta, koliko se novinarsko veselita te kampanje ali pa niti ne tako zelo. Kakšna bo ta kampanja za našo medijsko hišo, po vajenem mnenju, in za vse novinarje praktično, ker ugotavljamo tudi v naših analizah, ki jih pišemo, da politika ni več to, kar je bila, da je drugačna, digitalizirana, surova, preseljena na nove kanale. Kaj menite, Matej? Še vedno je kampanja ali pa ta predvolilni čas zelo dinamičen. To mislim, da se ne spreminja, je pa res, da se pri vsakih volitvah pojavi več informacij, več kanalov. Novinarsko delo postaja vse bolj zahtevno v smislu, da je treba te informacije res pametno filtrirati, se pravi interpretirati zgodbe, ki nam jih pripovedujejo politiki in jih potem postaviti v pravi okvir. Mi na Večeru se tega poslužujemo, v čim večji meri želimo biti tudi predstaviti javnosti različne vidike. Tako da ja, tvoje vprašanje, če se veselim volitev, pa ja, vsake volitve v bistvu prinesejo praznik demokracije, kako se bo obrnila Slovenija, v igri je veliko, imamo dva koncepta, vložki so ogromni. Zagotovo bo ta kampanja nekoliko posebna v primerjavi s prejšnjimi, imamo tudi neke nove stvari, recimo v kampanji, tako da ja, bo zanimivo, zabavno in na koncu tudi nepredvidljivo. Blaž, kako je biti tak v redakciji pod udarom in pod plazom neprestanih objav informacij, raznih interpretacij, novih narativov? Kako danes se v bistvu uredništvo, ono, ki dela in medias res live, obrne?
Ja, v bistvu, glede na to, da so politiki našli svoje kanale, kjer širijo svoje ideje, moramo biti tukaj novinarji še bolj profesionalni, še bolj neodvisni, še bolj iskati svoje zgodbe, še bolj preverjati. Vemo, da smo v času manipulacij, lažnih informacij. Tako da tukaj fact-checking, preverjanje teh informacij bo tudi v ospredju. Skratka, treba je analitično spremljati zadeve, ne vsakega spuščati v eter, dajati prednost nekim tehtnim idejam, ki jih sami obdelamo. Skratka, treba je imeti širino, gledati na vse skupaj in pametno lansirati v javnost informacije, zgodbe, analize. Tako smo si tudi v uredništvu Večera zastavili. Zagnali bomo posebno podstran volilno, kjer bodo intervjuji, poglobljene zgodbe, tudi kvizi, tudi kviz na način, katera stranka ti je blizu, podcasti, videi. Skratka, veliko bo teh informacij, kjer bodo volivci in naši bralci našli zelo pomembne in relevantne informacije na naši strani. Res je, to je hkrati že tudi seveda vabilo, da ste z nami naslednje tedne enako zavzeto, kot ste praktično ves čas. Ampak da zdaj postavimo nekako slovenski politični zemljevid v tem trenutku, torej 2 meseca do volitev. V zadnjem tednu sta išli 2 ali pa še kakšna več relevantne, zdaj to je stvar debate, ki se odvija tudi v javnosti in seveda v politiki, javnomnenjske raziskave, ki kažejo nekako prednost desne sredine. Po kakšni raziskavi nekoliko bolj odločno, recimo Nina Media za Dnevnik, kar odločno prednost Janše in soborcev na desni strani političnega prizorišča. Mediana, ki je bila objavljena prejšnji vikend, pa kaže nekoliko bolj viseče stanje, torej bolj izenačeno in seveda izpostavlja, da bodo predvsem manjše stranke neki jezički na tehtnici. Kje smo in kaj se lahko v resnici glede na trenutne pozicije zgodi še v naslednjih tednih? Ali smo zdaj že blizu nekih res skoraj da zabetoniranih pozicij? Pa ne bi rekel tako. Meni so predvsem enigme tukaj, glede na trenutne rezultate, ki jih kažejo ankete, predvsem Prebiličeva stranka Prerod, Logarjevi Demokrati in pa Resnica. Po mojem mnenju, tukaj bo pomembno, recimo pri Logarju bo pomemben ta del njegove kampanje oziroma predvolilnega dogajanja, bodo zagotovo predvolilna televizijska soočenja. Tukaj se ga bo dalo soočiti s tem, koliko se je on odlepil od SDS-a in od Janše, kakšno mnenje ima od Janše in si bodo verjetno ljudje naredili drugačno sliko. Pri Prebiliču prav tako vemo, da je dobro nastopa, tukaj se bo pojavil kot Vladimir Prebilič, stranka Prerod. Jaz mislim, da tukaj v teh anketah še vedno ljudje ne zaznavajo Prebiliča za to stranko Prerod, tako da tudi pri njemu se lahko dvigne priljubljenost. Pri Resnici pa je tako, če ti nekoga kličeš po telefonu ali po spletu, da ti odda glas, da bi glasoval za Resnico, še ni nujno, da bo ta volilec te suverenistične stranke šel tudi v nedeljo na volitve. Zato jaz mislim, da pri Resnici so mogoče malce prenapihnjeni te rezultati. Ja, en medklic mogoče Resnici je zelo dobro kazalo, ne, na tistem anticepilskem valu takrat leta 2022, pa je na koncu ni uspelo priti čez parlamentarni prag. Omenil si Logarja, ne, tukaj je ves čas ta enigma, vprašanje o tej zaigranosti, nekega konflikta, oddaljevanja od Janeza Janše. V tem tednu spremljamo seveda tudi neki dvoboj med nekdanjimi sopotniki v SDS-u, ampak to je na Twitterju, ne, to je balonček. Ne. Tako da ja, se strinjam, lakmusov papir te diferenciacije bodo bolj soočenja, ki bodo šla izven tega mehurčka, v katerem živimo, novinarji, politiki in pa drugi, ki so na X-u in niso nujno, seveda bom rekel, v narekovaju in nič slabega mišljeno, navadni volivci. Ne. Ampak Matej, vseeno, ne, na vrhu pa zgledajo stvari, ne, v tej polarizirani sliki vendarle precej jasne. Ne. Torej Janša vodi, Golob ima nek zaostanek, ne, bistveno manj mu kažejo rejtingi trenutno, kot so mu kazali 4 leta nazaj. Tako da na vrhu verjetno karte, kot stojijo ta hip, so manj premakljive, kot so kje drugje še. Ali misliš, da lahko neki
triggeri, elementi, zgodbe, afere še tudi na vrhu, kaj bistveno spremenijo? Moramo dopustiti to možnost. 2 meseca je v politiki dolgo dobo. Jaz sem prepričan, da bomo v tem času slišali, videli še kakšno zgodbo, ki bo neugodna bodisi za lev, za desen pol, kakorkoli. Se pravi, Janša, Golob, ja, sta glavna kandidata za zmago na teh volitvah, ki pa se bi vendarle lahko odločale spodaj. Se pravi, v spodnjem delu, kjer je izjemna gneča za vstop v državni zbor. Tu bo res odvisno, katera stranka bo prestopila ta 4-odstotni prag in tu se bo potem najbolje videlo, katera barva vlade recimo bi lahko bila najbolj realna. Zdaj tako, če desnica, te 3 stranke, SDS, Demokrati in Nova Slovenija osvojijo večino 46 glasov, potem tu verjetno ni velikega dvoma. Potem je to najbolj realna 4. Janševa vlada. V primeru visečega parlamenta to recimo možnost nakazuje večina anket, pa se mi zdi, da ima Golob vseeno nekoliko več manevrskega prostora in bi lahko recimo tudi šel po podporo za večino na nasprotno stran. Tu ciljam predvsem na Anžeta Logarja. On recimo v vseh intervjujih zdaj zagovarja prav to mešano vlado, se pravi politično širino, in Logar bo imel po volitvah priložnost dokazati, ali misli resno, kako si to predstavlja, ker če pa gledamo te ankete, ko smo prej govorili, pa imajo vse v bistvu enotno sporočilo, da trenutni koalicijski trojček Svoboda, SD, Levica nimajo dovolj glasov za sestavo večine. Torej, Golob za drugo vlado zagotovo potrebuje 4. igralca. Kdo bo to, je odvisno od rezultata. Če Prebilič spodleti, bo moral sklepati kompromise tudi na nasprotnem polu, če se hoče izogniti resnici. Resnica pa je zelo neprevidljiv faktor. Mislim, da niti Janša, niti Golob v resnici ne želita sklepati zavezništev z resnico, ker dejansko ne vesta, kaj lahko dobita. Ja, to je ena taka moderna out of the box stranka, ki jo je težko seveda ukalupiti popolnoma levo-desno v tej slovenski politični geografiji. Na drugi strani ima pa seveda tisti omenil suverenizem, absolutno populizem in seveda nagovarjanje tudi neke jeze, razočaranosti volilnega telesa. Matej, tole me še zanima, trenutni vladni trojček z zagotovo oslabljeno podporo glede na seveda situacijo, v kateri so začeli mandat. Ali so na nek način naredili tudi taktično napako, ko so nekoliko zaprli Vladimirja Prebiliča? Spomnimo se Matjaža Hana, ne bomo titlakovali avtoceste do premierskega položaja. Definitivno ob lansiranju te stranke ne, da niso pokazali neke benevolentnosti, ampak so precej stopili nekako na svoje trenutne okope. Mi smo trojček, mi gremo v drugi mandat. Ja, lahko rečemo, da recimo koalicija Prebiliča nekoliko tudi ovira. Je pa tudi res, da tudi Prebilič je naredil v tej kampanji, v tem času, v zadnjih mesecih, kar nekaj napak, ki se poznajo, ljudje to vidijo. In, a veste, v zadnjih 4 letih smo imeli Prebiliča praktično na vsakih volitvah na kandidatni listi. In potem si zastavljam vprašanje, kako ljudje gledajo na to, če se en človek pojavi čisto na vsakih volitvah, se pravi evropske, predsedniške, zdaj še parlamentarne, lahko hitro nastane vtis, da človek niti ne ve, kaj bi rad. Po drugi strani pa predlani je dobil evropski mandat, zdaj je v Bruslju 1,5 leta. Imam občutek, da te volitve še niso optimalen čas zanj. Da bi bilo z njegovega vidika lažje počakati, da se konča mandat v Bruslju in potem recimo, ker ambicija njegova je voditi vlado, se pravi osvojiti največ glasov vsaj na svojem polu, to trenutno je absolutno nemogoče, ta ambicija ne more biti uresničena, je Golob premočan, tudi koalicija je, kakorkoli pogledamo po 4 letih, dokaj enotna. Se pravi, še vedno vsi pravijo, mi bi
radi skupaj sestavili tudi naslednjo vlado. Zdaj, kdo bo ta četrti igralec, pa smo že prej rekli, to je pa to glavno vprašanje. Ne? Ja, res je, v koaliciji je seveda nekoliko završalo zaradi prestopa vodje poslancev Levice Mateja Tašnerja Vatovca konkurenčnim v taboru socialnim demokratom, ampak se zdi, da se je zgodba po prvih razočaranih, jeznih besedah, predvsem na strani Levice, kar hitro umirila, ne? In nekako so potihnile te ostre besede, recimo med obema strankama ali pa tudi deloma znotraj koalicije. Zdaj, kar se pa še tiče Blaž Prebiliča, ne? Najbrž se vidi, da se rezultati tako županskih kot evropskih volitev, ki so vendarle še bolj personalizirane, ne prevajajo tako avtomatično tudi v državno-zborsko politiko. Tam je vseeno potrebno imeti aparat, infrastrukturo, kadre in na nek način neko mrežo za mobilizacijo. Njemu se najbrž ob napakah, ki jih je sam storil, kar nekaj jih je bilo, se mu zagotovo tudi to pozna. Ne? Čeprav, ja, zgodovina ponuja seveda tudi primere, ko so stranke nastale dobesedno par tednov pred volitvami, pa so zmagale. Ne? Ampak ni pa tistega osnovnega pogoja za novi obraz, torej ni prišlo do popolnega razsula vodilne stranke na polu. Ne? Točno to smo se ravno prej z Matejem pogovarjala. Zdi se, da je ta koalicija ta mandat preživela med sabo, govorim, v medsebojnih odnosih, brez nekih velikih afer, brez nekih potikanj, brez nekih bombic, ki bi si nastavljali eni drugim. Okay, govorila sva o litostrojski aferi, litijski, govorila sva o referendumu, o obrambnih zadevah. In to je bilo to. Drugače ta koalicija je preživela mirno ta mandat, med drugim tudi končno bo ena vlada zaključila svoj 4-letni mandat. Po Janševi prvi. Tako, smo imeli predčasne volitve. Tako da ja, tukaj so oni strnjene vrste, jaz tudi Levico ne... Govorili smo pred 3 tedni, Levica se ne bo v državni zbor uvrstila. Zdaj ene ankete že kažejo več procentov. Tako da tukaj do volitev se bo še marsikaj pokazalo. Tako kot smo rekli tudi na televizijskih soočenjih, kar bo Prebilič, ko ga bojo ljudje razumeli kot stranka Vladimirja Prebiliča, ko bo nastopil, mogoče bo tudi on se dvignil in bo čisto bojo drugačne te številke med njimi. Ja, ena ugotovitev moja je to, pa prosim, da se pol navežeš, ne je, ja, res so preživeli z bistveno manj notranjih turbulenc, kot smo bili v zadnjem času slovenski politiki navajeni, tudi zaradi tega, ker je bila ena stranka tako močna. In noben v resnici od drugih partnerjev ni bil jeziček na tehtnici, torej Svoboda je lahko vladala praktično skoraj da sama, ne, seveda je rabila neke dodatne glasove, ampak nobena od teh dveh strank ni imela odločilnega efekta za padec vlade in ni mogla toliko izsiljevati nekih svojih, recimo, pozicij. Ne, če se spomnimo na seveda pestre sezone Karla Erjavca in Desusa, ne, ki je bil vedno v teh različnih vladah, levo, desno, sredinski, ta element nestabilnosti, ne, tiskovne konference. Ampak še vedno je bil po mandatih podoben Levici, koliko sedežev je imel Desus v prejšnjih vladah. Ni bil tudi Desus tako velik, ampak je vedno znal zaropotati in staviti na svojo bazo, ki so upokojenci, ki je velika. Ne. Tudi Levica tukaj se je malce, če lahko grdo uporabim, Gibanje Svoboda je malce pokorila, ni šla več toliko v skrajno levo, se je malo v sredino premaknila in tukaj je dobil Golob mir. Ja, in Golob je končal mandat z samo -2 poslancema na koncu. Ne? Torej ni prišlo do nekega razpada, notranje erozije. Ne? Zato me zanima, Matej, ne, zelo natančno si spremljal, analiziral vse stranke, širšo sliko, kar je zelo pomembno ljudem ves čas razlagati, kontekste, ozadja, sliko. Ne. Kako vidiš po 4 letih Svobodo, ne, kot vladajočo stranko, ki je nastala tik pred volitvami, spet je nastala iz enega vzgiba, ne. Nekdo je v gospodarstvu izgubil položaj in je potem šel proti vladi, ki bi naj bila kriva za ta njegov padec.
kaj se dogaja v Svobodi, kako konsolidirana je ta stranka. Vidimo, da je zelo osredotočena seveda okoli svojega liderja in vidimo, ne, da so nekateri igralci iz Svobode ali odšli, morali oditi, predvsem pa je recimo Enigma zelo izpostavljena figura, to je Urška Klakočar Zupančič, za katero še danes ne vemo, ona tako v nekih ugankah govori, nisem odločujoča v notranjih razpravah, kandidirala bom, če bom imela podporo ljudi. Kaj se dogaja v tej stranki? No. V kakšni formi je 2 meseca pred volitvami? In če tu upoštevaš, da je Golob zdaj zostopnjeval nastope, Dražgo še 3 žeblji, TikTok, Instagram prisotnost, ogromno nekih dogodkov, ki se jih udeležuje, otvoritev in tako naprej. No, Golob je zagotovo robusten voditelj. Bori se za to volilno zmago, ne popušča, pojavlja se povsod, kakorkoli je. To je v bistvu njegova stranka. On je alfa in omega. Kot Janša. Ja, tu se da potegniti neke vzporednice. Seveda ni povsem enako, je pa na podoben način. Se pravi, imaš močnega liderja, ki odloča praktično vsem, brez njega se v stranki tako rekoč nič ne zgodi. Tako da, če uspe na teh volitvah, je seveda zagotovljeno potem še 4 leta na vladi. Če pa mu spodleti, je že sam izjavil, da bi ponudil odstop, ker se mi zdi, da Svoboda v opoziciji ne bi funkcionirala. Tudi vprašanje, kako bi se Golob postavil kot vodja opozicije, recimo, mislim, da bi ta stranka potem lahko hitro doživela tudi kakšen zaton. Je pa zagotovo v ozadju tudi nekaj nezadovoljstva. Omenil si Urško Klakočar Zupančič, po mojih informacijah z predsednikom stranke ne govorita že nekaj mesecev, ni zadovoljna v stranki, išče mogoče tudi kakšen izhod iz stranke, ampak trenutno nič ne kaže, da bi se lahko kam preselila. Menda ima skrb, kam jo bo stranka postavila, v kateri volilni okraj, ali bo tam še imela dovolj možnosti za izvolitev, skratka to. Drugače pa Svoboda je recimo že na začetku mandata, zelo hitro je nastala, 2 meseca pred volitvam, zmagala, rekordno zmagala in prevzela glavne vsebine od najmanjše stranke Levice. To se v tej vladi zelo jasno pokazalo, vsi glavni projekti so praktično šli skozi Levico in Levica je v tem, ko je zagrizla v te svoje projekte, pa pozabila tu na kader, na medsebojne odnose v stranki, na teren. Zato recimo v zadnjih 5 letih je res odšlo ogromno ljudi iz Levice. To so bili tudi mastermindi, ljudje, ki so odločali, ki so imeli glavo. Miha Kordiš celo svoje vojsko levega krila, nazadnje še Tašner Vatovec. To ni najbolj pogosto, da vodja poslancev 2 meseca pred volitvami zapusti stranko, zagotovo to strese politični prostor in Levica, namesto da bi se vprašala, kaj je sama tu zafrknila, kje je naredila napako, pa še vedno kaže s prstom na druge. To se mi zdi, da se je kar ponavlja, se pravi, mi smo nek tujek v prostoru, nihče nas ne mara, tudi Vatovec nas očitno zdaj ne razume, pa mislim, da je treba obrniti zadevo, pa se vprašati zakaj je toliko pomembnih politikov res zapustilo Levico. Ampak zanimivo, najprej mogoče še disclaimer, dobro si ugotovil, Svoboda je ena taka stranka z svojim aparatom in z ljudmi, ki so se nabrali, ki je bila dejansko ustvarjena za oblast, za vladanje. Vprašanje je, kako bi se ti isto ljudi znašli v opoziciji, ker za Janšo vemo, da se v opoziciji znajde enako dobro ali pa morda še boljše, ker je to opozicijsko držo leta in leta na zadnje treniral in je izmojstren tudi pri postopkih. Vidimo, kolikokrat šola v državnem zboru za svojimi poslanci vladajoče, ki se učijo še vladanja. In vladajoče vprosti gredo pa potem na njegovo raven. To je bilo v tem mandatu res opaziti v razpravah v državnem zboru. Zakaj Svoboda gre v to
politično blato, jaz temu pravim, ne, kjer se dogajajo potem je samo en nizki prvak. udarci in tu pač ni možnosti za zmago. Ne. Sej, Svoboda je dobila 41 poslancev 4 leta nazaj, že takrat je bilo jasno, da na naslednjih volitvah zagotovo ne bo ponovila rezultata. In tu se zdaj kaže, manjkalo bo čez 2 meseca tistih 15 do 20 sedežev, ki jih bo Svoboda zdaj izgubila v primerjavi z lanskimi volitvami. To me še zanima, ne, za oba mogoče, ne, zdaj, da obdelamo vladno stran, pa gremo pol še na drugo stran. Matej je omenil, Levica ima nek tek za te volitve, izpeljali so nekatere projekte, njihov pečat na vladnih politikah je močan. Zanima me, kaj pa SD, ne, ki je v tem mandatu preživel vsaj eno res veliko afero, pa eno, ki je imela tudi potencial velike afere, ne, govorimo o Spiritu, pa nasplošno. Ali je zdaj v zadnjih mesecih ta vlada, ki je imela velik manko pri komuniciranju, pri uspešnem pojasnjevanju nekaterih stvari, uspela na nek način vendarle pojasniti ljudem, da so nekatere stvari izpeljali bolje kot prej, in kakšno vlogo bo to igralo zdaj, ne? Zdaj Golob ves čas komunicira te vladne rezultate, o katerih lahko diskutiramo mogoče še v kakšnem od naslednjih podkastov. Da, tu se vidi ta preobrat, da so začeli dajati v ospredje svoje uspehe iz tega mandata, med drugim tudi Levica z vsem, kar je počela tukaj, potem manjša trenja, Svoboda se je oglasila, da brez nas pa teh projektov ne bi izpeljali. SD, zunanja politika, Tanja Fajon, tukaj je bilo kar nekaj. Mislim, da ta vlada na zunanjem političnem področju, mislim, da ima kar nekaj za pokazati. Levico smo tudi rekli, SD pa poleg tega, omenil si afero, še kaj drugega, kohezijska sredstva. Nesrečno pravosodje in gospodarstvo. Kratko, trajno oddajanje nepremičnin tudi niso zadovoljni. Hanna kot ministra drugače gospodarstveniki hvalijo, ne bodo ga pa volili. Ja, pa tudi težko se izkažeš na teh resorih, ki jih je dobila SD. Težko je to primerljivo, da bi rekel zdaj, da pa je izboljšano življenje ljudi zaradi tega, ker vodiš ministrstvo za pravosodje ali pa za kohezijo. Ja. Mislim, da se to niti ne občuti. Kaj pa sicer vladno komuniciranje v zadnjih tednih? So nadoknadili ta zaostanek v pojasnjevanju. Desnica je zelo dobro nastavila okvir, celi mandat. Ta vlada je neučinkovita, nesposobna, dviguje davke in jemlje drugorazrednim. Tako. Mislim, da komuniciranje ne samo zdaj, komuniciranje vlade je problem in tudi samega predsednika vlade od samega začetka. Tukaj je imel takšen potencial na začetku z njegovimi nastopi na evropskem parketu, z njegovo angleščino, z kako bo uredil zadeve. Potem pa nekako je vse potihnilo, ni bilo več nekega pametnega komuniciranja, ni bilo nekih svetovalcev, ki bi mu povedali, kaj komunicirati. In tukaj se je potem mogoče malo ta njegova jeza, zagrenjenost pojavila v javnosti in tukaj je izgubil na priljubljenosti. In prav tako zdaj, ko se bližamo volitvam. Malce morda prepozno so začeli izpostavljati vse svoje uspehe in na kakšen način so jih začeli izpostavljati, ne da bi se med seboj potem, kdo je bolj zaslužen za določen projekt, namesto da bi stopili skupaj in pokazali, kaj so naredili, za razliko od desnice. To, kar sem ti prej rekel, pogledaš jumbo plakat ob avtocesti, vemo, populističen, mogoče tudi manipulacije, ampak je jasen. Ljudje, ko grejo z avtom mimo, preberejo tiste 3 stavke, tiste 3 sličice, pogledajo in jim je jasno, kaj hočejo sporočiti. Tukaj pa se mi zdi, da se ta leva sredina zapleta, hoče ne vem kakšno komuniciranje, kako to predstaviti in ljudem niso še približali tega, kaj so se storili v tem mandatu. To je največji problem. Matej, kaj misliš ti? Mislim, da v zadnjem času se to stopnjuje, se pravi, da koalicija bolj večji poudarek namenja svojim dosežkom, ampak veste, sej težko zdaj v zadnjih 2 mesecih kampanje obrneš nek trend ali pa izboljšaš svoj imidž. Ljudje imajo že ustvarjeno sliko o politikih, ki so zdaj na oblasti in tudi, ki so v opoziciji. Tu se pogovarjamo o minimalnih spremembah, če že, ker sej ta vlada je bila na oblasti 4 leta in to, kar so naredili, verjetno se je že v preteklosti to usedlo v spomin ljudi.
opozicija seveda govori, ne, vlada je nesposobna, nič ne naredi, to govori vsaka opozicija, ampak takšna definicija je, se mi zdi, za vsako vlado napačna. Ne. Zagotovo vsaka vlada pusti nek pečat, tudi ta ga je. Ne. Mi smo naredili še mesec, dva nazaj bolj podrobno analizo koalicijske pogodbe in moram reči, da smo bili tudi v redakciji nekoliko presenečeni, v bistvu, koliko stvari je ta vlada odprla, vsaj delno uresničila, ne, marsikaj je bilo napol narejeno zaradi različnih interesov in tako naprej, ampak nasplošno se mi zdi ocena, da to, kar so obljubili, tega so se načeloma držali. Ampak jaz se tukaj, Matej, s tabo ne bi strinjal, da je prepozno oziroma da so si ljudje že dali v glavo, kaj so vse naredili. Vemo, večina volivcev ima spomin zlate ribice. Jaz mislim, da ta zadnja 2 meseca in televizijska soočenja, to, kar se bo pojavljalo v medijih, bo odločilno in če bodo to ponavljali, jim bo šlo na račun, da bodo boljše izpeljali te volitve. Ker na vsezadnje ta spomin zlate ribice, vemo, kaj smo dobili s predsedniškimi volitvami, z gospodom Borutom Pahorjem in podobno. Zdaj, jaz sem tukaj skoraj bolj v narekovajih na Matejevi strani, ne? Mislim, da zadnja 2 meseca gre za mobilizacijo v resnici svojih vrst. Ne več toliko za prepričevanje tistih, ki jih do zdaj nisi uspel prepričati. Ne? Da je na delu, kot tudi Boris Vezjak kdaj pove, zdaj je ta element tako imenovane psihopolitike. Ne? Kdo bo uspel motivirati, kdo bo uspel na drugi strani prestrašiti ljudi, jih narediti jezne, jih pognati v protiglasovanje. Skratka, ogromno je v zadnjih tednih te neke psihologije, ne, odnosa z volivci. Ampak vseeno me zanima, ne, desnica je trenirala to mobilizacijo na referendumih, trenirajo tudi na drugačne načine. Leva sredina, ne, saj ti si na oblasti, v bistvu imaš več dela, ne, kot opozicija, se z tem bolj ukvarja, ne, ampak je malo zaspala tukaj najbrž, ne, da je vse to prepričevanje oziroma mobilizacija lastne baze. V Sloveniji vemo, ne, da ima levica mogoče večje volilno telo kot desnica po nekem defaultu, ne, zaspala. Kaj lahko v bistvu se še sploh tukaj zgodi? Tu si dobro omenil, Matija, referendumske kampanje. Ne? Tukaj se je najbolj izkazalo, kako je zaspala levica. Mi ne bomo nagovarjali, to za nas ni pomembno. Zdaj malo parafraziram. Ampak tukaj so zamudili priložnost, da bi izmerili utrip preko referendumov, da bi videli, koliko so močni na terenu. Tukaj je levica popolnoma. Na zadnjem so ga, ne? Na zadnjem so kar zmerili utrip na tem oktobrskem, novembrskem referendumu. Mislim, ja. Ampak ne svojega terenskega dela, ampak končni rezultat jim je dal vedeti. Mogoče pa pri tej mobilizaciji, da Janša ne vede, lahko tu pomaga levosredinskim volivcem pri mobilizaciji, ker Janša z napadom na nevladne. Tako, Janša nastopa zelo trdo v tej kampanji. Se mi zdi, da tudi zunanje okoliščine, se pravi Trump, Orban, skrajneži, ki prodirajo v zahodnem svetu, mu dajejo zalet, da lahko enako počne tudi pri nas. To je zdaj, mislim, dobro. Prvič vidimo, prva kampanja taka, da je Janša zelo oster. In bolj kot bo oster, bolj bo nerviral levosredinsko volilno telo. Tako da tu je, on igra v bistvu zelo tvegano igro, ampak sej politika je ena sama tvegana igra. Tukaj ni nič drugače. Ne? Ja, Janša definitivno stavi na mobilizacijo svojih, ne? Ja. Politična sredina, kot ga je nekoč mogoče, ne, v preteklosti zanimala, ga zdaj ne zanima več. Na isti način, on ve, kaj ima, trdno je pozicioniran. Izvoli. Janša se mi zdi, da je ugotovil, da sredine več ne more prepričati. Ne? In zato, če govorimo zdaj o tem desnem tročku, zato ima Logarja. Tudi delno Vrtovca in SLS in Fokus, ki gredo zdaj v skupno zgodbo. Ne? Se pravi, on pobira na skrajni desnici, na desnici, Logar pa čim več potem na sredini, predvsem teh volivcev, ki so na zadnje volili Svobodo. Ne? Te nihajoče volivci, sredinski, ki se odločajo pač na vsakih volitvah. Dajmo opredeliti, kdo so ti volivci, kaj je to volilno telo neopredeljenih. A so to na koncu ljudi, ki si jih vedno ena stranka izposodi za naslednji mandat, ne? Ali gre za neko zelo raznoliko množico ljudi, ki jih ne moremo točno definirati, ali pa na koncu velik del teh ljudi ostane doma, ali pa jih politika
boli briga, kot se temu v lepi slovenščini reče. Predvsem se mi zdi, da so to nezadovoljni ljudje z politiko, se pravi, ok, odločijo se na volitvah, podprejo nekoga, ampak potem že čez 2-3 mesece lahko pričakujejo čudeže. Ja, in so razočarani, mnogi seveda tudi ostanejo doma. To se mi zdi, da je v vseh državah nekako tako, da imaš nek tip volivcev, ki so zelo nepredvidljivi in prav za ta tip volivcev se zdaj poteguje vsaka od strank, ki bo nastopala na volitvah. Kdor bo zbral največ teh volivcev, bo tudi najbolj profitiral. Veš, kaj še ena zanimiva, tako sem razmišljal v zadnjih dneh, en zanimiv segment so seveda tudi mladi volivci, torej volivci, ki so odrasli že seveda v samostojni državi, volivci, ki so zrasli že v digitalnem svetu, torej tudi na Instagramu in TikToku. To je volilno telo, ki ga v resnici tudi mi, ki že kar dolgo spremljamo politiko, ne poznamo čisto, na kaj se odziva, na podlagi česa se opredeljuje, kako jih v bistvu ujeti, kako oni gledajo na te, bom rekel, stare spore, na neke ideološke teme, stran poti slovenskega strankarstva, kam se bodo obrnili. Imate tu v bistvu kakšno diagnozo, idejo, to je neka TikTok generacija skoraj da, Ja, in TikTok je njihovo središče sveta, očitno, ko se odločajo. Ti mladi volivci recimo niti ne spremljajo klasičnih medijev, televizije, časopisa, skratka, nimajo te predstave, kaj se dogaja v tem okolju. TikTok je za njih glavni orientir. Se mi zdi, da tukaj je problem edino to, da potem mladi nimajo nekega filtra pri seveda preverjanju informacij, ne vem, Stevanović nekaj reče in vsi mu verjamejo. In ravno na to karto igra Stevanović, se pravi, čista demagogija, itak nezadovoljen z vsem, vse je narobe in potem... Neko karizmo ima, Neko karizmo ima, se pravi, target so ravno recimo ta populacija tudi za Stevanovića. In še nekaj, te volitve bodo, se mi zdi, tudi prve, ki bodo izrazito prisotne na teh družbenih omrežjih. Ja, bile so tudi prejšnje, ampak se mi zdi ne v taki meri. Če gledamo že lanske referendume, ogromno se je dogajalo, ogromno dezinformacije je bilo ravno na teh kanalih. In tukaj nimaš kaj, to itak pride in gre. Ne moreš tega niti preverjati, kaj se bo zdaj osredotočil, ker je vsakodnevno te bombardirajo z fake newsom. In se mi zdi, da bi bilo fino na ta del dati posebno pozornost pred tokratnimi volitvami. Jaz bi pa še en segment volivcev dodal. Tukaj govorimo o mladih, govorimo o nezadovoljnih, ki je potem tudi na koncu vprašanje, ali bodo sploh šli na volitve. Ja. Meni se zdi pomemben segment v tej volilni bazi so podjetniki, obrtniki, gospodarstveniki. Tukaj se zdaj lomijo kopja. Kdo je dal več, kdo je več obdavčil, kdo ni obdavčil, kaj bi morali tukaj narediti. Tukaj se je začela ena močna retorika, močen diskurs na temi gospodarskih, finančnih, SP-evskih tem. In jaz mislim, da tukaj, ko govorimo o Vrtovcu, ko govorimo o Logarju, ko govorimo o Golobu, tukaj te nezadovoljni obrtniki, podjetniki in vsi ostali, oni bodo najverjetneje šli na volitve, skoraj da zagotovo, bolj kot mladi nezadovoljni, in pri njih bo potem pomembno, koga bodo volili in komu bodo namenili več glasov. Zdaj, pri teh gospodarstvenikih se seveda nekako zdi, da to je ena taka podfronta za novo desno vlado, ki je bolj naklonjena tem deregulativnim idejam gospodarstva, nižjim davkom in tako naprej. Ampak to je ena stvar, sta pa že omenila tudi, koliko pa lahko na drugi strani neka civilna družba, Slovenija je znana, bila vedno po živahni civilni družbi, pa oddela neko svoje delo proti vrnitvi, recimo Janševe vlade za levo sredino, če tudi so nezadovoljni, ampak na koncu v seštevku rečejo pa, bomo šli vseeno mobilizirati. Recimo Jaša Jenull je velikokrat bil nezadovoljen z delom te vlade, ampak zdaj na koncu pod črto nekako bo deloval seveda proti, kot on pravi, avtoritarni oblasti, ki nam grozi. Koliko bodo pomembni ti, torej interesna združenja na eni in civilna družba na drugi strani v tej politični tekmi? Zagotovo bodo. To se mi zdi, da je prav trend zadnjega obdobja, se pravi, da ima civilna družba, ki je nekako formalno zunaj politike, nek vpliv tudi na odločanje, na izid volitev. Ravno to v zadnjem času se mi zdi, da
točno to, kar si ti rekel, ne, ta civilna družba, ki je nekako naklonjena levemu polu, po vseh kritikah v tem mandatu, ki jih res da ni bilo malo, zdaj nekako tudi priznava, da je ta vlada vendarle pripravila, dosegla neke uspehe in seveda tu bomo imeli potem primerjavo na koncu Golob Janša. Ne, se pravi, ali imaš še vedno neko liberalno vlado, ki je naklonjena demokratičnim vrednotam, kakorkoli, ali pa potem na drugi strani neko strahovlado. Vsaj deklarativno. Ja. In dogajanje na mednarodnem prizorišču gre ravno v prid leve sredine in njene morebitne baze, vprašanja Venezuele, vprašanja Trumpa, vprašanja Grenlandije. Tukaj Palestino na vse zadnje ta vlada priznala. Tukaj so neke zunanje politični manevri, ki lahko grejo v prid levi sredini. Ok, zdaj pa dajmo še pogledati na desno sredino. Kaj je tam ta hip sploh zapovedati? Ali so tam stvari enostavno zdaj sestavljene? Videli smo ta teden še podpis, torej formaliziranje dogovora SLS, NSI in Fokus. Logar pelje neko svojo zgodbo, mimo grede tudi za komentirati, zelo zdaj na valu te korupcijske zgodbe premijeja, in pa seveda Janša. Janša pa vsak dan v drugem kulturnem domu, telovadnici, vaškem središču, gasilskem domu in mašuje za svojimi. Kakšno je? Dvorane, Kaj nepredvidljivega, če sploh kaj se še lahko zgodi na desnici, ki se je znala tudi med sabo že kdaj zahaklati. Točno to. Ampak vprašanje, pri temi volitvami po mojem ne bo nekega prepira na desnem polu. Mislim, da se že so se naučili nekaj. Pa že tudi skozi mandat, se smo videli SDS, NSI, ta odnos je bil 3 leta zelo naporen do menjave predsednika v NSI-ju. Kakorkoli pa Janša gre po zmago. Na zadnjih volitvah je dobil 27 sedežev, pri čemer je treba opozoriti, da je takrat desnica doživela poraz. Lahko pričakujemo tudi zaradi tega, da bo teh sedežev tokrat več, torej okrog 30, in to pomeni, da potem ne rabi več veliko za sestavo vlade, za osvojitev večine v državnem zboru, samo še tam 16 sedežev, kar pa bi lahko recimo Logar ali Vrtovec skupaj tudi sestavila. Mislim, da je Logar 20 let je bil v SDS-u, zdaj pa se mi zdi, da imam občutek, da je odkril samega sebe. Da je doživel razsvetljenje, da nikoli prej ni bil v politiki, skratka odgovor ima na vsako vprašanje in ravno tu bodo pomembni ti soočenje. Janša, Logar, ko bosta skupaj v studiu, pa sploh, če jih postavijo enega zraven drugega. Pa da ne govorimo o korupciji, ki jo toliko omenja, da bi povedal še kaj iz prejšnjih mandatov, kaj se dogajalo na tem področju. Ampak ima nek moment, se mi zdi, ki lahko pomeni tudi presenečenje volitev. Se pravi, stavi na nekaj drugega kot ostale stranke. Vsaj govori tako, predstavlja, ima energijo. Dobro ugotovite. Zdaj pri tem KPK je še on najbolj frontalno, skoraj da na Goloba, za razliko od Prebiliča, ki je, naj se premijer sam odloči. Če tudi je Prebilič začel s to antikorupcijsko zgodbo. Obema je v bistvu ta korupcija, boj proti korupciji v središču programa, pri čemer je Logar uspešnejši tudi zato, ker ima večji zvočnik. Vse zadnje je poslanec, nastopa v parlamentu, zahteva seje, odbore in tako, se pravi, nek medijski prostor že avtomatsko ima, medtem ko Prebilič se oglaša iz Strasbourga. Tudi to je za njega minus. Vprašanje, kako bodo tudi volivci razumeli in absorbirali te ideje od Logarja o široki koaliciji, mešani koaliciji, če jih bo že s tem prepričal, ima tukaj še ene dodatne točke. Blaž, desnica, ti vidiš še kakšne faktorje presenečenja, nepredvidljivosti, ali je tu tirnica nekako postavljena in vlak vozi po njej do konca? Vlak vozi do konca. Edino, kar si ti omenil, če se bodo skregali, to na desnici smo že neštetokrat videli, kako so se potem ali pred ali med mandatom ali ob koncu mandata skregali drugih stvari. Edino, če bo kakšna medijska bomba spet ali pa kaj podobnega, če bo v zadnjih izdihljajih volilne tekme se pojavi. Ker leta 2022
22, ja, desnica je izgubila, ampak v resnici pozabimo, ne, da sta dve stranki, ki sta gravitirali tja, ne, oziroma eno je bila koalicija Povežimo Slovenijo, drugo pa je bila, kako je že bila naša dežela, Aleksandre Pivec, ne, nista ostali globoko pod parlamentarnim pragom. Ne, in zato moja naslednja iztočnica je ravno to. Ne. Zadnje volitve smo imeli premočnega zmagovalca, ki je tako rekoč lahko že v volilni noči po tisti nedelji sestavil svojo zgodbo. Ne. Ni bilo nekih dilem. Letos, ne, trenutno stvari stojijo popolnoma drugače. Torej, zelo pomembna bo bitka na eni strani za 3. mesto in predvsem tudi za prag, kjer je gneča. Torej, na eni strani zanimivo, ne, paradoksalno polarizacija med dve stranki, na drugi strani pa v ozadju neka fragmentacija, nova, ne, razdrobitev. Ja. Mislim, dejstvo je, da 5 strank, tako malo kot smo jih imeli v tem mandatu, v naslednjem zagotovo jih ne bo. Jih bo več. Ja. Tukaj bo več kalkulacij. In zato so toliko še odprte karte, zdaj na podlagi teh zadnjih javnomnenjskih raziskav ne moremo ničesar zaključevati. Tako da počakati na volitve, koliko jih bo prišlo notri in potem meriti in iskati glasove za koalicijo. Verjetno se ne bo nihče sprehodil do mandatarstva tako kot Golob. Tukaj bo potrebne več politične spretnosti, usklajevanja, kompromisov, kakorkoli sploh za kakšno mešano vlado. Ne. Tu je nekaj, Če je ta Dajmo rečimo se ustaviti pri tem, ne, da recimo dobimo mešano vlado. Ali gre Logar recimo z Golobom brez NSI-ja? Vprašanje. Ne, verjetno se lahko tudi zgodi scenarij na eni strani Logar, NSI in Svoboda in SD. Če je to 46 glasov, se lahko tudi zmenijo skupaj, pa imaš 2 desni in 2 levi stranki. Ne? In da se zmenijo glede ključnih projektov. Ja. Zdaj nekih čez polnih, onkraj blokovskih koalicij smo imeli v Sloveniji malo. Ne. V resnici od naveze Drnovšek, Podobnik, ne, praktično skoraj da nobene, z izjemo seveda sodelovanja Desusa v desnih vladah ali pa seveda prestopa liberalcev, ne, takrat Počivavška k Janši. A mislite, da torej ne more na koncu, ne, zdaj veliko malih strank se še bori, ne imajo še neke možnosti, da pridejo noter. Praviš, ne bo tako malo strank, kot je zdaj. Mislite, da ne bo prišlo do tega efekta lijaka, torej, ne, da bodo ljudje taktično glasovali na koncu za eno ali drugo največjo stranko, ker lahko ti edini v bistvu na nek način dobita volitve. Ne? Težko. Ne? Mislim, SDS poznajo, Gibanje Svoboda so spoznali. Zdaj... Ja. Zadnjič, ko sem delal en članek, je bila dobra misel. Ne? V bistvu taktično glasovanje bi se lahko zgodilo tudi za majhne stranke. Ne? Se pravi, ne vem, leva sredina ve, da brez Prebiliča ni levosredinske vlade. Torej, glasujemo zanj. Ne glasujemo za Goloba, ker ima že itak dovolj. Pride v parlament, prvi ali drugi, kakorkoli. Ne? Se pravi, morda bo tudi ta element se zgodil, ne? Da bi ti taktični glasovi šli v spodnji dom. Ampak koliko imamo takšnih strank, ki so lahko taktično izvoljene? Prebilič za Levico. Ja. In tu se počasi. Ja, zanimivo, Piratom kar solidno kaže po rejtingih, ampak tudi njim vedno kar solidno kaže, pa se na koncu nekako ne prebijajo. Podoben fenomen je seveda resnica, pri čemer resnica, ta Stevanovič ima nek karizmatični moment za določen del volilne baze in je precej nepredvidljiv. Strinjam se pa z Blažem, ko pravi, da vprašanje, ali ti ljudje na koncu grejo voliti. Ne? Jezijo se, jezni so, besni, težijo, ne v javnosti, ampak na koncu mogoče ostane. Mene, kot si omenil, Pirati so me izjemno presenetili, imajo dobre ideje in vse skupaj, ampak kako volivci na ravni celotne Slovenije so se odločili za Pirate? Na podlagi česa? Jaz razmišljam recimo zgodba o Zoranu Jankoviću, tukaj se je predsednik Piratov dosti pojavljal na televiziji, v Tarči in so ga mogoče tukaj razbrali. Zdaj, če se bo tukaj, ta zgodba bo uplahnila, se o njej ne bo več govorilo, bomo videli, koliko bo na naslednjih javnomnenjskih raziskavah pokazalo Piratom. Je pa njim seveda ključno, da pridejo čez tisti 1%, da imajo zagotovljeno financiranje. Tako. Niso edina stranka. Ja, tu pa je bazar v Sloveniji. Zmago Jelinčič marsikaj lahko povedal. Sej
res imamo veliko igralcev, ki stavijo mogoče na koncu samo na to. Da. Zdaj mi še to, mogoče gremo proti koncu naše zanimive, sem prepričan, debate. Ali obstaja še nek game changer za zadnja 2 meseca? Ali je lahko to ne nazadnje še kakšna zgodba z KPK-ja, Karigador, za Goloba, ne, zdaj preživel je te sklepne ugotovitve v zadevi Bobnar, za zdaj bomo videli, koliko ga bodo s tem napadali na soočenih. Ali pa je lahko morda, ker to bodo vseeno volitve, ki bodo najbolj, bom rekel, zunanje politične do zdaj, najbolj bo v nje vključen neki globalni kontekst, ali je lahko nek tovrsten moment, da se opravičujem, Trump odstavi grenlandsko vodstvo in zasede otok. Kaj vidite tukaj še kot mogoče v smislu vzpostavljanja nove naracije, okvirja, poudarkov v kampanji, da je možno? Ja, mislim, ogromno stvari je možnih, odvisno je samo od tega, kako močno pač zareže kakšen dogodek v predvolilno kampanjo. Tako notranje politični kot zunanje politični, seveda. Je pa res, da Golob še ni opravil s KPK-jem. Ta zadeva Karigador bi vendarle pred volitvami lahko bila tudi javna, se pravi tudi končno poročilo KPK-ja. Če bo neugodno, vemo, bo seveda ponovil vajo izpred 2 tednov, ko zelo minimalizira ugotovitve KPK-ja. Mislim, da je to recimo škoda za celotno levo sredino, se to povzroča. Se mi zdi, da tudi koalicijski partnerici sta tu nekoliko zadržani. Ja, nek defenziv. Kar se tega tiče, težko zdaj začneta pljuvati po Golobu, ker smo pred volitvami. To bi bil tudi signal volivcem, da znotraj bloka nekaj ni v redu. Tako da ja. Zdaj smo v eni taki fazi, zanimivi in globalno in lokalno, nacionalno, ne? Ta normalizacija nekoč nenormalnega. Nenormalno v globalni areni, da pač ta politika sile interesov in na drugi strani zdaj po celem političnem diapazonu že razširjena predpostavka, torej pritiska neupoštevanja nekih imunskih sistemov družbe, kot so seveda pravosodje, KPK in tako naprej. Ta virus se je kar razširil. Neka politična korektnost ali pa neki demokratični standardi, ki jih je levica prej dosti bolj trenirala in promovirala, so zdaj padli tudi v tem delu političnega pola. Za desnico pa tako vemo, da bi ukinili KPK in še marsikaj. Ja, mogoče ni desnica edina, ki bi ukinila KPK. Sej, nekako smo videli, da Rafal, kritik tudi strani Svobode sploh v zadnjih 2 letih na KPK. S čim se vse ukvarja, zakaj se ukvarja z malenkostmi, zdaj sta 2 SMS-a podobna, pa sej, kdo temu še verjame, da sta tu v bistvu samo 2 SMS-a. To je huda manipulacija. Če kakšna misel, Blaž, morda na tej točki? Ja, nič, kakšna medijska bomba, če se bo pojavila tukaj KPK, kar je povedal Matej. Jaz vidim, da je še vedno vprašanje dometa Prebiliča Logarja, svetovno dogajanje, Trump in vse skupaj, čeprav smo slišali celo Janeza Janše, ki je omenil, da ga tukaj pri določenih zadevah ne podpira, ampak vseeno nekatere njegove prakse že izvaja v Sloveniji, jih napoveduje. Tukaj zdaj je vprašanje mešanica vsega, kako bodo to volivci razumeli, če jih bo to sploh zanimalo, če jih bo zanimala zgodba o Venezueli, če se bodo o tem pogovarjali. Skratka, tukaj odprtih še veliko zadev, pa tudi na vse zadnje tudi kakšne preiskave drugih strank, tudi z desnice. Ja, NSI imamo, recimo februar bo zagotovo še zanimiv, kar se tiče očitkov o obvodnem financiranju preko inštituta njihovega. Ta zgodba mi je zelo zanimiva, kako so v bistvu oni delajo, kot da ni nič, pa se v bistvu smo kar navajeni od politike, da se spreneveda in praktično vsi imajo svoj obvodni inštitut, kjer se da kanalizirati. Pa govorimo o sprenevedanju, verjetno televizijskih soočenih bodo tudi Logarja soočili z njegovimi bivšimi praksami v času njegove bivše stranke, pa bo tudi vplivalo na volivce. In zagotovo bo popestrilo to kampanjo. Skratka, televizija, ta šov bo dodal nov element v to kampanjo. Pubeca, pika. Ostane nam le še
na kratko, čeprav ti si že to vajo upravo na začetku, povabilo bralkam in bralcem, poslušalkam in poslušalcem, gledalcem in gledalkam, da nas spremljajo. Intervjuji, reportaže, soočenja, dueli, zastavljali bomo vprašanja tudi za vas, vašim kandidatom za volitve in čestitke. Še kaj, kar bomo v tem času... Mislim, da jumbo plakatov ne bomo imeli ob avtocesti. Ja, čeprav mi bi bili dobri na jumbo plakatov, ne. Večer razumi bolje. Večer pika. Dobra. Hvala lepa. Hvala tebi. Kot rečeno, spremljajte, berite, klikajte Večer, sledite našemu podcastu in vsem ostalim podcastom. Jaz pa se čez par sekund vrnem še z nekaj zdaj že znanimi ekonomsko-propagandnimi sporočili o tem, kaj boste brali v soboto in v nedeljo. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Kaj bomo brali v prilogi v soboto? O vse bolj napetih razmerah v svetu in novem Trumpovem svetovnem redu smo govorili z dr. Danilom Tirkom, nekdanjim predsednikom republike in uglednim mednarodnim pravnikom, tudi slovenskim veleposlanikom pri OZN. Citiram, gre bolj za pohlep in megalomanijo, kot za realne interese, pravi o Trumpovih potezah in poudarja, da svet vstopa v obdobje globoke iracionalnosti. Dotaknil se je tudi prihajajočih volitev in opozoril na deficit strankarskih iniciativ za reševanje težav. Dr. Tirka je obiskal Jon Knez. Rožle Bregar je večkrat nagrajeni snemalec, direktor fotografije, režiser, pustolovec. Njegova strast so narava, gore in sever, živel je tudi z Inuiti na Grenlandiji, kjer je snemal dokumentarec Zadnji ledeni lovci. Kako živi oddaljeni otok, zakaj v besednjaku nimajo besede prihodnost, kako se spreminja drugi največji ledeni pokrov sveta in kaj misli o Združenih državah Amerike. Pa še, tudi Danci niso bili vedno prijazni do Inuitov. Pogovarjala se je Andreja Kutin. Sanjala je o igranju z Jordanom v NBA, postala pa šefica kluba v Women NBA. Vanja Črnivec živi svoje sanje in dokazuje, da se tudi z mariborskega tabora in igrišč ŽKK da priti na najvišje položaje v svetu košarke. Slovenka te mesece kot generalna menedžerka oziroma športna direktorica gradi novo ustanovljeno ekipo Portland Fire, da jo maja, ko se začne sezona Women NBA, pošlje v ogenj najboljših na svetu. Košarkarska funkcionarka najvišjega kalibra in to pri le 43 letih. Kako je v Mariboru kot ženske v košarki, nihče ni razumel in kako drugače v Združenih državah, v obširnem pogovoru z Zoranom Mijatovićem. Poglejmo še Večer v nedeljo. Rakete so najboljši vlakec smrti. Ko pred sabo nimaš atmosfere, vidiš, koliko milijard zvezd je tam zunaj. Takrat pomisliš, da gotovo obstaja kakšna zvezda, ki ima vsaj neko kombinacijo življenja, pravi astronautka Sunita Williams, ki je Slovenijo obiskala tretjič. Po zadnji odpravi se je upokojila. Tokrat vem zagotovo, da ne bom več šla nazaj. Dajmo naslednji generaciji priložnost, da odpotuje na Luno in Mars. Dalje, slovo moža, ki je oblekel sanje. Valentino Garavani je verjel v lepoto brez ironije in v eleganco kot dejanje spoštovanja do ženske in časa, v katerem živi. Ni sledil trendom, temveč je ustvaril svet, v katerem so obleke govorile jezik strasti. Vsi zapleti črne celine ali kako je Sadio Mane rešil nogometno Afriko. Saj je v afriškem nogometu vedno kaos, a nihče si ni mislil, da bo takšen kaos, kot se je zgodil v Maroku, zaokrožil 35. prvenstvo črne celine. Takšen, da ga po celem mesecu nogometa skoraj da ne bi končali. Borut Planinšič se je lotil teme. Spoštovane bralke in bralci, gledalke in gledalci, imejte čudovit vikend tudi v naši družbi. Z Večerom razumete bolje in ne pozabite, da v soboto zvečer izvemo, kdo je izrekel Bob leta 2025. Se vidimo in se beremo.